In ko je bilo treba zlagati drva, smo vsi zlagali drva. In ne bom nikoli pozvala stavka, ki mi je rekel, če veš, Urši, ti kar bo odlepa, pa me dolge nohte, ampak zlagala drva boš pa še vedno. So rekla, prav, pa sem si ga enkrat zlomila, pa drugič, ampak to ni vplivalo. Vsi bomo in vsi smo. In od takrat smo se v bistvu navadili, da je najprej treba, pa smo jamrali. Vsakič, mami, pa ne bomo. Pa. In mami je vedno rekla, pa pejte to očiju povedati, da ne boste delali. Pa smo bili tih, pa smo šli delati. Pa smo se bom pohecali med seboj, pa bo hitro dobro. Ne? In v bistvu tam so te navade ostale. Prepričana sem, da večina podjetnic želi uspeti v svojem poklicu. In na svoji podjetniški poti sem srečala res veliko deklet in žensk, ki so sledile svojim sanjam, nekatere tudi ciljem. Ampak, a ni to eno in isto? Sanje in cilji? Zame ne. Za poseganje po sanjah je dovolj talent, za doseganje ciljev pa so potrebne dobre delovne navade. In moja današnja sogovornica je moja kolegica, sodelavka in prijateljica, s katero poslovno sodelujeva že 5 let. V tem času sem jo spoznavala res v različnih vlogah in okoliščinah in res lahko rečem, da je ena izmed najbolj ciljno naravnanih in delovnih mladih žensk, ki je trenutno na višku uspešnosti in popularnosti na svojem delovnem področju. Itak, da sem se spraševala, koliko je za to zaslužna njena vzgoja doma in koliko njeni talenti in osebnost. Njena zgodba o rasti je zanimiva, poučna, navdihujoča in se je začela že way back, preden jo je opazila javnost. Z mano je Urška Bukal, lepotna stilistka in izjemna strokovnjakinja na svojem področju. Urška? Zdravo, Nives. Čin. Takole mi dve ponavadi začenjava najne globje pogovore in se mi je zdelo prav, da greva tudi danes takole ven. Edim prav. Vesela sem, da si prišla. A bi morali zdaj odpiti, da ne bo nesreča. Ja, da ni nesreča. Čin. Vesela sem, da si se odzvala povabilo. Prej sva se pogovarjali, da je mogoče kar težko intervjuvati nekoga, ki ga toliko dobro poznaš. Ampak jaz mislim, da me čaka kakšno presenečenje zagotovo, kakor te poznam. Ja, jaz bi se najprej sploh rada zahvalila, Nives, da si me povabila v podcast. Potihoma pa po mojem te nisem nikoli rekla, je bila to moja ena izmed večjih želja. In ko si me povabila, sem lahko ježita prav trenutek. Tako da iskrena hvala. Z veseljem. Zdi se mi pa, da bo ful zanimiv pogovor iz vidika res, da se poznava ogromno let in kdorkoli naj vidi skupaj bi rekel, ja se že čisto poznata, ne? Ampak v bistvu me poznaš od trenutka, ko sva začela sodelovati oziroma morda kakšno leto pred tem. Mojega življenja pred vstopom v kozmetične vode pa ne pozna nihče. In to bomo danes spoznali. Kaj je tisto, da si tukaj, kjer si danes? Ja, tam se skriva razlog, ja. Dajva začeti s prvim vprašanjem. Dobro. Kdo je Urška? Kdo je Urška? Urška je eno čisto običajno dekle, staro 27 let in prihajam iz Škofje Loke in že kot majhna punčka sem hrepenela oziroma čutila sem željo po poti v lepotni industriji, kozmetiki, pomoč drugim in pa vedno so me navdihovali odnosi, že ko sem bila majhna. In čeprav me je moja življenjska pot zanesla v zdravstvene vode, ker me je lepotna kirurgija navdihovala še danes sem se v obdobju faksa odločila, da me ravno zaradi odnosov to ne zanima več in me je pot zanesla nazaj v kozmetiko in tukaj sem se našla in danes zjutraj, ker sem razmišljala čisto v vseh stadijih, v lepoti, v kozmetiki, v odnosih in pomoč drugim. To je Urška. Hvala, Urška. Daj mi povej, ko sva se začeli dogovarjati v bistvu za ta najm podcast, je bila v bistvu iztočnica, ko sem te vprašala po tekmovanju, kjer si prinesla en kup enih nagrad, zdajle nedavno v Mariboru. Jaz sem te vprašala, a imaš občutek, da si na konju? Ker me je res to zanimalo. In mogoče zdaj še enkrat podeliš,
kakšni so bili ti tvoji občutki, koliko nagrad vzela zdaj? Jaz jih nisem štela. 10. Bog. Vse, če greste pogledat na njen Instagram profil, boste videli, da je komi držala. Vse pušelce pokalov ni mogla, so bili vsi na tleh pred nogam. 10 nagrad. Povej mi, s kakšnimi občutki, recimo, si se srečevala ob tem, ko si bila kar naprej na odru, ker je kolegica rekla, pa se kar najgor ostane. Ja, bom po tekmovanju sem se vprašala, jaz ne vem, kako to ljudje vidijo, ampak vse bi dala, da bi nekdo posnel moj stavek, ko sem šla v ne vem katero zaporedoma gor, ko sem si rekla na potih, meni je prav neroden. In meni je bilo neroden do zadnje nagrade, ker sem imela občutek, ta nepoznan občutek. Prvo nisem pričakovala in ko vedela sem za eno izmed tehnik, da bom osvojila prvo mesto, ker je bilo to delo verjetno eno izmed najlepših, kar sem jih naredila, ampak od tam naprej je pa to je šlo v neke take sfere, ki jih nisem pričakovala, niso mi bile znane in ne znam opisati teh občutkov. Kolikor sem bila srečna, toliko sem rekla, ta pot se bo počasi zaključila. Zanimivo mi je, da si imela občutek, da ti je nerodno. Zakaj? Si šla vprašati se, zakaj? Zdel se mi je nerealno. Čeprav sem šla tekmovati v 6 kategorijah, sem za 2 do 3 vedela, da bojo osvojile dobro mesto, za 3 sem bila pa prepričana, da ne, ker sem perfekcionist in se tega zavedam, čeprav bi bilo fino včasih to malo omejiti. Me je tam toliko presenetal, plus ostali nazivi, da se mi je zdelo nerealno. Nerealno. Tudi, ko mi je fant vprašal, Urška, se veš, da boš zmagala, jaz verjamem vate in tako, sem rekla, nekaj je to, nekaj je pa pol vse od tam dalje, od tiste dvorane dalje. In sem en naziv, točno en specifičen naziv, vedno sem si želela imeti krone. In sem si rekla, in tudi mojim fantom, ko dobim krono, se upokojim. V smislu tekmovanja. V smislu tekmovanja v Sloveniji, okay. Ampak v Sloveniji. In je rekel, pa se jo boš dobila. Sem rekla, ni mogoče, ker iz teh 2 kategorij, iz lifta in pač obrvi, prvo obrvi sploh takrat še nisem delala, iz lifta pa nikoli nisem tekmovala. In sem rekla, če dobim to, sem fenomen. Ker je nemogoče to dobiti. In ko so me poklicali za naziv Lemmy Queen, se je meni zdelo to ni fair. Zadnja sem prišla, zadnja sem bila verjetno izmed deklet, ko se je to naučila tam in se mi je zdelo nefer do ostalih. Z veseljem bi podarila vse to z drugimi, če bi se dal. Tudi čopke sem razdelila. Ampak greva 2 koraka nazaj, da razloživa. Tekmovanje se je odvijalo v podaljševanju trepalnic, vihanju trepalnic in pa laminaciji obrvi. In Lemmy Queen pomeni, da si izbrala največ točk iz teh 2 kategorij, vihanje trepalnic in laminacija obrvi. Vse ostale nagrade so bile pa iz podaljševanja trepalnic. In ja, podaljševanje trepalnic, tekmovanje res obstaja. Ja. Če se je kdo do zdaj to spraševal. Sigurno. In te tvoje uvrstitve so ti pravzaprav prinesli, da boš prihodnje leto zastopala Slovenijo v Turčiji. Tako je. Se veseliš? Tega pa ful. Ful. In ko je prišlo to tekmovanje v Slovenijo, sem rekla, ne bom tekmovala. Potem je iz tega prišlo, ajde pa bom, iz teh 4 kategorij podaljševanja trepalnic, ker se mi zdela, da sem mogoče v tem najbolj suverena. In sem rekla, če bom šla, če mi bo čas dopuščal, ker seveda so bili zdaj še drugi projekti v mojem življenju, v kateri sem mislila, da mi bojo pobrali še zadnje te minute. Sem rekla, če grem, jaz moram zastopati Slovenijo v Turčiji. Jaz bom naredila pol vse. Tako da to mi je v največji ponos in je že znano, včeraj je bilo znano, da se bo to odvijalo marca 2025, tako da takrat mi je ponos, da sem ena izmed 3 deklet, ki gre zastopati Slovenijo. Amazing. Ampak tako kot te poznam, veš, jaz bi si rekla, že s tem, ko si se prijavila na tekmovanje, da je bil tvoj cilj valjda zmagati. Se je bil, ampak iz podaljševanja. Vse ostalo je bilo pa out of comfort zone in to ful velik. Ne vem, zdi se mi, da me ljudje tako ne začutijo in mi je nerealno, ker tudi ko sem prišla v dvorano, so bili vsi, kaj delaš tukaj, zdaj boš vse pobrala in sem bila tako, pa kaj z vami? Pač dajmo
Jaz nisem prišla tja tekmovati v smislu, da pa zdaj kar vse premagam. Ne tekmujem z drugimi, to je težko razložiti. Bolj kot nekaj novega zame, neka nova igra. Evo, zame je to igra. Igra nekaj novega, zanimivo mi je. Tiste 3 ure, ko tekmuješ, si sam s seboj v glavi, čez ogromno faz greš, ki jih nobeden ne vidi. In je to fascinantno, da zdržiš, predelaš ful stvari v glavi. In tako zanimiva izkušnja. No? Ampak šla sem tja, da zmagam kot izpodaljševanje trepalnice, vse ostalo, te nazivi, ki sem jih pa dobila, so mi bili pa nekaj nerealnega. Urška, si res ciljno naravnana, ne? In za razliko od mene, ne? Meni se zdi, da je moj notranji kompas je srce. Tak, kamor me vleče, tja gremo. Okay. In se sprašujem, od kje ti v bistvu tak način delovanja, da si postavljaš cilje in jih zasleduješ? A ti nekaj iskreno povem, preko si me napovedovala, si rekla, da sem ciljno naravnana. Ja. Pa ni to tako. Ne? Moj life se je sam odvil, da zgleda, kot da imam točno zastavljene cilje, pa nimam niti enega. Ne mi reči. Če bi šla od prve stvari dalje, od mojega življenja dalje, bi vedela, da niti ena stvar, pa bom dala zdaj čist en primer, verjetno se bo pa dotaknila še čista drugega, ampak jaz sem si želela biti v zdravstvu. To so bile moje sanje. In ko sem te sanje opustila, sem rekla, bom pa v kozmetiki. To, da bom jaz imela svoj salon, to si ni nobeden mislil. In iz neke sobe sem do druge sobice prišla in iz sobice v studio in sem rekla, evo, to je to. Jaz zdaj imam, tukaj noter bom ustvarjala do konca, do penziona in pol, pač se bom upokojila in je to. In to, da bom jaz danes tak salon, ne moram reči, živim svoje sanje, ker to moje sanje niso bile. Ker nisem toliko daleč sanjala. In tudi v bistvu vsaka stvar, ki jo dosežem, ni bila načrtovana, ampak je tako spontano. Tako me life vodi in temu sledim. In ko nekaj začutim, da me bi pa bi. Če začutim, da ne, potem je ne. Zanimivo. Ker bi res bi si rekla, veš, da si vpičeš nekaj v glavo. Ja. In si rečeš, no, to pa jaz bom. Ko se odločim, verjetno je tako. Ne, mislim, je tako. Ampak da pridem do tam, mene nekdo res mrd, da je tako ratalo v življenju, kakor mi je, ker ko sem začela s podaljševanjem trepalnic, a veš, jaz si nisem, na tečaju sem si rekla, jaz bom enkrat trener. Ampak na prvem tečaju? Na prvem tečaju. Wow. Ampak do tam je bila meni pot meglena. Ampak si me ti potegnila ven iz tega in mi pokazala nove poti. In to je bilo meni, wow. In ko sem šla na drug tečaj, mi je takrat rekla mentorica, dej pojdi tekmovati in jaz tako iz podaljševanja. In spet tega nisem poznala. In me je spet povodilo v drugo smer. In iz tam v druge smeri. In tako je moj life show. Čist brez pritiska v bistvu. Ok, talent. Ja. In srce. Sva obkljukali. Dobro. Zdaj pa izhajaš iz velike družine. Ja. 4 otroci ste. Ja. Obrt imate doma. Ja. In glede na to, koliko delovna si, ja, sklepam, da se je to najverjetneje rodilo doma. Definitivno. Kako so v bistvu te razmere vplivale na te, pa recimo na tvoje brate, sestro? Če zdaj danes s temi izkušnjami, ki jih imaš, pogledaš nazaj, no? Ja, drugačni nič čudenega, da sem tako danes tukaj, tako kot sem in tako, kako sem, ker je to čisti opis moje družine. Sicer nas je 6, ampak smo ogromna družina, ampak toliko povezana, da je to nenormalno, dokler tega ne vidiš in ne začutiš. In sem se par dni nazaj vprašala, zakaj. Zato, ker mi smo vsako stvar, ki jo je bilo treba delati pri hiši, ker poleg podjetja imamo ogromno hišo in to je bilo za ženske za pospravljati katastrofa. Si živala? In nas je bilo premalo. In mogel pomagati tudi brat. In en brat in drugi brat. Samo oči ni mogel, ker je pač mogel voditi podjetje. In če je bilo treba sesati, smo vsi sesali.
In ko je bilo treba zlagati drva, smo vsi zlagali drva. In ne bom nikoli pozvala stavka, ki mi je rekel, oče, veš, Urši, ti kar bo odlepa, pa me dolge nohte, ampak zlagala drva boš pa še vedno. So rekla, prav, pa sem si ga enkrat zlomila, pa drugič, ampak to ni vplivalo. Vsi bomo in vsi smo. In od takrat smo se v bistvu navadili, da je najprej treba, pa smo jamrali. Vsakič, mami, pa ne bomo. Pa. In mami je vedno rekla, ja, pa pejte to oči povedati, da ne boste delali. Pa smo bili tih, pa smo šli delati. Pa smo se bom pohecali med seboj, pa bilo hitro dobro. In v bistvu tam so te navade ostale. Kar je dobro, pa mogoče slabo. Tako. Kaj od teh navad, ki si jih razvila pri sebi, bi pripisala recimo očetu in kaj mami? Čist po klasiki. Moj oče je tipičen vodja družine, ortostrog. In glede na to sem bila precej navihana, tako punčka, zgovorna, povsod me je bilo dost, ni mi bilo problem nobenemu nič reči, vedel, da me bo mogel precej dobro zašponati. Mami bila pa, oče je bil steber, nikoli ni jokal, nikoli ni to, kadarkoli smo mi jokali, ni jokal, in vse bo dobro in to. Mami je pa tista, ki je poslušala naše probleme in mami je bila vedno oseba, ki nas je pričakala, ko smo prišli domov iz šole. Pa je bilo to ob 11, ob 2, nima veze. Mami je bila tam. In če smo mi prijokali, je jokala z nami. In če smo mi se smejali, se je smejala z nami. In nikoli ne bom tega pozabila, ko nam je bilo hudo, eden bo doma. In mami je bila vedno tista, ko je rekla, no, kako je bilo pa danes. Sčasoma ni več rabila reči, ker nas je že videla. In vem, da imam po mamici to toploto, to ljubezen in abnormalen občutek za ljudi. Iz očeve strani imam delovnost v abnormalni meri, ni nam tuje delati 15 ur, bolj tuje nam je počivati. To je težje, ker oči nikoli ni počival in tudi, ko smo mislili počivati, nismo. Nekaj smo že najdali, če ne smo šli pohoditi za 6 ur. In iz očeve strani imam mogoče to moško energijo, včasih je bila bolj prisotna, zdaj sem se jo morda malo izognila skozi vse terapije, ki sem jih dala v življenju skozi, ker je težko za partnerja potem to. Od obeh imam pa perfekcionizem. Od obeh, to je pa noro. Od mami, kje se je pa od mami perfekcionizem kazal? Po tvoje? V hiši. Aha. V hiši nikoli ni razmetana. Ni važno, 2 zjutraj, nima veze. Obleke imamo vedno vse oprane, zlikane in zložene v piko. Ko smo pojedli kosilo, smo šli takoj vedno pospravljati in je bilo čez pol ure od kosila ali pa 45 minut ali pa 1 uro pospravljeno piko. In vedno smo se držali načela, ko prideš nekam in greš, mora biti isto. Oči pa zunaj. On je bil pa isti, ampak če so bila drva zložena, recimo, so bila vsa isto. In avto je bil vedno pospravljen. Vzunaj in notri hiše je bilo skozi isto. Zanimiva družina. Ja. Pa bi rekla, zdaj tako na vzunaj, verjetno, če bi vas nekdo gledal, Ja. Bi rekla, ok, se njim pa ničesar ne manjka. Bi rekla zase, da si bila razvajena? Ne, ker mi niso tega dovolili. Ampak sem pa probala biti razvajena. Ker kot punčki stari 13 let, 14, 15, mene je, jaz ko sem videla kozmetiko, jaz sem živela sanje. Moja soba je bila instagramable. In kaj to pomeni, daj povej, za 13-14-letnico? Če bi odprl Pinterest, oziroma če bi odprl mojo sobo, je bila tako bela, lestence sem imela noter, svojo make-up mizo, ogromno ogledalo, kozmetike pa toliko, da ko sem se odselila, je bilo kozmetike isto kot prej. Tega je bilo neomejeno. Jaz sem imela 3 komode polne kozmetike. In sem valjda takrat služila denarja, še nisem, pri 13-14 letih in sem rekla, mami, oče mi kupta eno šminko. Ja, seveda, a mi kupta en čopič pa eno šminko, čez en teden. Lahko. Pol čez en mesec, a lahko si kupam ene čeveljčke? Ja, lahko. In pol sem zgubila feeling, ki je tega dost. In iz enega paketa na mesec so bili to paketi vsak teden in potem vsak dan. In ne bom pozabila svoje srede, kjer se mi je zlomilo srce, ko je mami stopila v dnevno in rekla, Urši, a se boš malo usedla z mano? In jaz povem, ok, ki sem ga pihna, če vem, da nisem. Rekla, veš, Urši, do danes sva ti plačevala vse, kar si želela, od danes naprej boš pa sama si plačevala.
Meni se je svet podaril. Kva zdaj? In jaz, je noč, treba bo začeti delati, ker če bom hotela to živeti, bom mogla dobro služiti. In sem šla delati. Kaj? In iz tega, to je bilo pol kasneje, pri svojih, ko smo delali maturo, je bil moj prvi poklic, da sem delala na črpalki, na bencinski črpalki. Najbolj zakotni in tam sem se naučila delati z ljudmi v ful obširni zadevi, ker si srečal od ljudi s kravato in uglajenih in prijaznih do nekoga, ki prišel že glihem provinjen tja. Ne? In sem rekla, to ni zame, to je zame muka, ne? Ampak sem od tistega dneva dalje vedno delala. Ampak ni bilo več paketkov. Ker sem vedela, da bo šlo prej ta denar od mene, kot bo prihajal. In sem si v bistvu dala takrat nek limit, recimo lahko, ne vem, za 50 € si nekaj kupiš na mesec. Recimo, ne vem, ali pa za 20, a ne. In ja, v bistvu mi nista dala možnosti biti tudi malne razvajena. Kar sem si pol mogla kupiti in razvaditi se, ampak svojo dušo bolj kot pa da bi mi nekdo začutil, da sem razvajena. No? Če bi me pa nekdo pogledal na daleč, pa predvidevam, da bi me ocenil kot razvajeno. Ja. Kakor mi kdo pove. No? Da pojasnim, odkje to vprašanje, ne? Ker ko te še nisem poznala zares, Okay. je bilo v teh najnih krogih govora, ona je pa z ene ful premožne družine, oni imajo pa doma tapetništvo, njej pa nič ne manjka. Ne? Zato sem te vprašala, ali so te starši razvajala. Ne. Ampak je to klasično, kar slišim. In to me nič ne preseneča. Prej mi je smešen, kakorkoli drugega, ker bi dala, žal mi je, da ne živi vsak tako, kot sem jo živela. Ful je bilo težko. Mislim, težko iz vidika, ko si star 13, bi sam počival pa gledal filme, jaz nisem te možnosti imela. Sem rekla, moram za šolo delati, ja ne boš, zdaj boš pol. In sem se mogla navaditi ful dobro organizirati svoj čas in z leti pol, tako kukor, da sta mi hotla, da stopam po pravih stopinjah lajfa, ker me bo odnesel. Pri nobenem drugem se mi zdi, da ni bilo toliko problema, kukor pri meni, ker sem kar neki skozi, neki jaz bi, neki in brata sta bila itak pridna tako, mislim navihana, ampak sem pa kar neki, jaz bi pa to, pa ne bi to, pa pol sem mislila biti kar mal prosta, tam, ko sem delala maturo, pa sem bila blogerka, pa od tega itak ni bilo nobenega takrat zaslužka, dobivala sem sicer full make-upa, ampak je rekla, mami, ja ne moreš zdaj tako, treba bo delati, ne moreš biti cele dneve zdaj tako prosta, In ja, niti mal ne bi sebe ocenila kot razvajeno. Če mi boš nekaj podaril, recimo, boš prej videl, da mi bo neroden in bom s težkim srcem to sprejela, kakor pa da bi si rekla, sam to si mi dal. Nikoli, res, tega tako, prej mi bo ful nerodeno. Ja. Zdaj, omenila si mi enkrat že prej, da so ti v bistvu starši nekje pri 16 odtegnili to finančno pomoč na kupovanje paketkov in tega. Ja. Takrat si seveda to doživljala po svoje, si se znašla po svoje, si začela blogati, ampak kaj bi pa ti danes tej 16-letni moški rekla, kaj se je to zgodilo, recimo? Tok ti je prav. Sam to bi rekla. Prav je. Ker bi odnesel me. Takrat sem imela občutek, da vse dobim, a ni fajn. Nič ne rabam delati, nič ne rabam to, oči mami mi kupta, kaj, ne. In bi ratala verjetno ne tako delovna, ena razvajena in predvsem nikoli ne bi nič cenila. To bi se zgodilo. Nista pa hotela tega, ker sta vedela, da bom se mogla enkrat na svoje noge postaviti. Vedela sta, da tudi v podjetju ne bom ostala, to sem zelo hitro povedala, da to mene ne veseli, pa nisem sploh vedela, kaj mene veseli. Takrat sem delala zdravstvo. Imela sem pa ful visoke cilje vedno. In sta vedela, da mi bosta mogla mogoče malo prerezati krila, da bom sploh realen life videla. In takrat sem ga. Ker ko sem začela dobivati, včeraj sem z mami govorila, koliko smo bili mi plačani. Jaz sem takrat bila plačana 2 € na uro. Za 6 ur na dan. Mislim. Ja. In potem sem bila v kavarni, ko sem zamenjala prav hitro službo, sem rekla, ok, bom jaz delala v kavarni. Vmes sem bila še v domu za ostarele.
plus v drugih operacijski in tako naprej. No, pač delala sem ogromno teh službic v zdravstvu. In ko sem bila v kavarni, sem bila plačana v najboljši možnem obdobju 3,5 evra, mislim, da. Mi smo ga delali ko norci in si mogoče dobil 900 evrov ven. 900 evrov je šlo zelo hitro. Za kakšne stvari? Ja, če si hotel iti na pijačko, ne? Pijačke so le pa tako drage, recimo kukar danes, ne? In če si hotel kupiti ene čevlje, kaj pa si lahko pol kupil? In sem rekla, Urška, ne šlo tako, a ne? In takrat sem začela pol v bistvu gledati na to, kaj je v življenju pomembno, pa kaj ne. In da, če si nekaj želim, bo treba razporediti skozi celotno leto. Tako da nikoli si tudi sama nisem dala te razvajene Urške, ker si nisem mogla, a ne? Kaj pa je nasvet staršev, ki se te recimo najbolj dotaknil ali pa je še danes s tabo? No? Teh nasvetov je bilo toliko, da verjetno vsi skupaj so to, kar sem jaz zdaj. Nasvet mami je bil vedno, karkoli sem ji rekla, je bilo, Urška, vprašaj, saj beseda ni konj. Kaj pa oči? Oči, meni toliko enih takih stvari tudi povedal. Bom tako rekla, luksus vizualni ni nič. In verjetno iz tega ven pol smo mi to delali na odnosih in tako. Če se bom skozi podcast kakšnega spomnila, bom povedala, no, ampak od teh nasvet, mi smo se toliko pogovarjali v družini, da bi vsak dan kakšen nasvet. Skozi. Ker karkoli je bilo, mi smo imeli vedno smo se videli samo med kosilom, od 2 do 3 ure. Takrat smo si mi vse povedali in pol, ko še nasvet dal, verjetno je bil kdo kdaj razočaran, ali pa kaj, in pa smo ga poslušali, malo skupaj pojokcali, se nasmejali, pa smo šli vsak po svoje s kakšnim nasvetom. Tako da se ga bom probala spomniti. No. Kaj pomeni to vizualni luksus ni vse? Moj oče ni nikoli... Niti mami, da bi neke dobre avte. Se pravi, navzven se kazati. Ja, nista bila pristaša tega, niti danes ne. In smo to otroci tudi pač videli, doživeli in se tudi tega držali, čeprav mogoče jaz zdaj ne vem, kako me drugi vidijo, no, ampak tudi če lastim kaj, kar bi nekdo ocenil kot luksus, sama tega ne dojemam tako. In nisem oseba, ki bi na to dajala neko pozornost in dvigvala v nebo zdaj, ne vem. To mi ni. Sploh mi to nič ne pomeni. Eto. Mogoče za nahraniti dušo tiste pol urce, 1 urce, pa je pa to. Mogoče samo to zavedanje, da to lahko imaš? Ja, mogoče. In to je to. To je ta instanten zadovoljstvo in... Ja. Idemo dalje, ali ide gas, ti rečeš. Ide gas. Ja. Zdaj, če sem te prvo zastopila, oziroma pač, ko si pripovedovala, mi je zazvenel, vedno sem imela visoke cilje. Se pravi, to ni nekaj, kar bi se od tebe pričakovalo doma. Ne. To je nekaj, kar je tvoje, nekaj, kar je prišlo s tabo, če rečeva tako, na svet. Ali se je porodilo, ki je vmes? Po mojem bolj v otroštvu. Ja? Nikoli se ni ni se od mene se ni nikoli nič pričakovali, da bi ne vem kaj, ker recimo, če bi pogledal naše izobrazbe v družini, smo vsi prej delali kot ful se izobrazili, razen sestra. Ona je šla pa do konca, kar se da. Ne? Kaj to pomeni? Je po mojem doktorat iz 2 stvari. Ne me vzeti za besedo, ampak to, da je doktorica veterine, vem, za doktorico medicine je pa hotela delati ob tem študiju, ker je toliko abnormalno pametna in za njo ni bilo tu nič tazga. Ne? In ko je ona nosila domov take uspehe, sem jaz nosila 1 ali pa 2 včasih. In pri nam to v družini ni bilo tako, niso zdaj aplauzirali, ampak so rekli, se boš popravila. In tako moraš. In iz tega ni nikoli pa. In tudi kot izobrazbo, ko sem rekla, da ne vem, kaj bi študirala, 1 teden predtem sem se pol odločila za zdravstvo, so rekli, super. A ne, ni bilo tako, moraš to. Vedno sem nam dal proste roke. Se so rekli, se vas bo life popeljal na tiste te prave. Tako da ne, pol sem si pa začela kar nekaj sama, po mojem, postavljati. Če sem lahko to, pa lahko še to. Sem pa skozi nek, sploh ne vem, ali pa to terapija, ali pa podcast,
oči ni bil veliko z nami med tednom, za vikende smo bili pa 24/7, pa še malo več. Ne? In naj bi bilo, da tam, kjer je recimo predvsem oči ful odsoten skozi teden, naj bi se ponavadi potem hčerke želele dokazovati s svojimi podjetji recimo v isti liniji, da ne bi bil oče ponosen. Pa iz tega ne bi rabila, ampak mogoče je to od tam. Ker mi je bilo ful zanimivo, da imamo vsi 4 otroci svoje podjetje. In nisem vedela, zakaj. Po drugi strani, če ti je starš vzor, je to logično, po drugi strani pa to nikoli ni bilo tako logično. Čisto vsak ima iz svoje vede svoje podjetje. Zanimivo, torej ni to nekaj, kar bi se od vas pričakovalo, ne, da ste uspešni po svoje, ampak ste se na ta način verjetno nezavedno povezali. Mislim, da ja. S tem delom očeta. Mislim, da ja. Ni slabo, ne? Ne. Pa nič to ne vpliva, se malo super ti gre, pa smo že druge. Oči zmeri, če ti to dušo nafila, pa je super. Mami pa tudi, sledite sebi. To je to. Kaj te motivira, Urška? Kaj me motivira? Jaz mislim, da ni toliko motivacije, kolikor je ljubezni do tega, kar delam. Ne da se to opisati. Ker, ko sem delala v zdravstvu, sem vsako jutro jokala in sem rekla, obljubim si, da enkrat bo temu drugače. Pa sem takrat rabila zgodaj vstajati, no zdaj vstajam še bolj zgodaj, ni dneva, da kar zajokam. Se si ne rečem, kvat je pa fajn, zdaj ob 4 zjutraj tukaj vstajati, pač so nekaj še ptiči, niso po konci, jaz pa že zunaj. Ampak nikoli mi ni grozen, nikoli. No, vrhunske stranke imam, obožujem to, kar delam, life me pelje po takih poteh, ki si nikoli nisem mislila zamisliti in mi je noro. Ne vem, kaj me motivira. Daj mi povej to zgodbo, kako so se sploh zgodile trepalnice? Ves čas omenjaš zdravstvo, ja. In to, da si se odločila potem tudi za študij v tej smeri, ne? Ja. Ampak, če imam prave informacije, ti nisi končala faksa. Tudi začela ga nisem. Okay. Nisem, zato ker me je stavek te profesorce prvi dan faksa toliko šokiral, da sem ostala in šla in rekla, ne bom tega študirala. Ker je logično, da na koncu faksa bomo vsi isti, kot je ta profesorca, če je bila ona glavna. In mene je to toliko zabolelo, da sem rekla, ne bom taka. In sem rekla, zdaj, ali doštudiram, pa bom toliko visok, da bom jaz določila, kdo bo delal v zdravstvu in kdo ne, ker ko sem bila del kot študent in pripravnik, ti vidiš cel spekter in ti je jasen, kako približno na katerih oddelkih kaj poteka. In sem rekla, če ne bo dobrega odnosa, iz tega ne bom delala. In sem šla iz faksa domov, valjda brez službe, se ustavila v prvi kavarni v Škofji Loki, rekla, jaz bi tukaj delala, in rekel, ja prav, prišla domov, rekla, jaz bom nehala študirati, dobila sem službo v kavarni in to je to. Moji so bili v šoku. Kaj se zdaj grem? In ni bilo mesec zatem, ko mi je v bistvu neka sponzorirana objava, je bila po mojem, ne spomnim se točno, tečaj podaljševanja trepalnic, to takrat sploh še ni bilo nekaj ful pri nas popularno in sem se kar prijavila. Pa sploh nisem dobro vedela, kaj to je. In tako je to ratal. Šla na tečaj, takrat se mi je vse zameralo. Zamerali je bila slaba izkušnja, ali ti je bilo prenaporno? Jaz nisem imela talenta. Jaz nisem punca bila rojena s talentom za podaljševanje trepalnic, to ni resnica. Jaz ko učim, vidim, kaj je talent. No, jaz tega nisem imela. Ampak je bila tukaj toliko več vaje in volje. In če ne bi tisti teden imela 3 strank, jaz tega delala danes sigurno ne bi. Sigurno ne. Ampak nisem jih pa hotela zafrkati iz vidika odnosa, sem rekla, jaz jih ne morem pustiti na cedilu, bom naredila in tako se je moja pot začela. Deva sam sekundico tlele pauzo stisniti, pa greva na faks nazaj. Kaj bi stavek, ki te je to povrnil? Ker na zihar vse zanima, veš, sam jaz sem klepa vprašam. Ne, sej sem ga hotela povedati, to je bila profesorica, ki je bila tako cinično naravnana in je rekla, dobrodošli, ozrite se na vašo levo in desno stran, nobenega od teh dveh ne boste čez 1 leto videli poleg sebe, ker vas bom jaz razrešila. In jaz sem bila tako, kaj? Ostajam in naslednji stavek je bil, če imate doma starejšega kot babico in detka, ali pa ima morda vaši bratje in sestre že kakšnega otročka, če vas blato moti, potem niste narejeni za to delo. Pa
to se ne začne tako. Tudi ni nobene dobrodošlice bilo. Mi smo se med seboj gledali in se sprašvali, ok, a pa je sploh kdo tukaj dober? Vi ste to tako vzeli? To je bil grenat priokus. Valjda, komu je pa to fino, ne? Delati v domu za starejše, ne? Valjda, da se srečuješ 90% samo s stvarmi, ki so neprijetne, ampak pozabljaš pa na tistih 10%, ko te pa nekdo, ki ti reče hvala ali pa te z nasmehom gleda, opazuje, ko vidiš to iskro v očeh, ko mu pomagaš, on ti pa ne more povedati, a ne? Kje se je pa to pozabil? In mene je to toliko zabolel. Jaz sem bila premehka, po mojem, no? Ali pa sem mogoče preveč iz te čustvene, ker jaz sem tako ravnala, ko sem delala na vseh oddelkih, ne vem, niso imeli dovoljen iti ven, pa sem jim jaz kavico prinesla. To so malenkosti, a ne, ampak to, jaz sem rekla, če ne morem tako, pa ne bom. In nisem. In sem rekla, bom to delila nek druge. Tako da mene je to, ni bilo tudi drugega pomisleka. In je imela prav. V drugem letniku nas je bilo manj kot polovico, jih je bilo manj kot polovico. A ne? In potem si se začela ukvarjati s podaljševanjem trepalnic in stranke so bile srečne in Urška je bila srečna? Ja, pa tudi ne, vmes, kako je ni šlo, nisem bila. Ja? Ampak smo rekli, bomo to popravili, kaj lahko naredim. Vedno sem gledala, da bom poštena, tudi če sem šla kdaj sebi v minus, ker sem šla. Doskrat. Ampak sem rekla, če bom ostala oseba in a ne, da bojo stranke videli, da sem tudi jaz samo človek, se bo sigurno nekaj to obrestvalo. In se je. Kakšne so bile situacije, ki jih ocenjuješ, da si šla sebi v minus? V kakšnem smislu? Naprimer, sigurno sem naredila minus iz finančnega vidika. Je bila slaba obstojnost, sem rekla, daj prid nazaj. Verjetno je moja napaka, če je tvoja, bova tudi ugotovila, ampak bom naredila zdaj brezplačno. Iz vidika zdravja, pa takrat, ko termina ni bilo, ampak jaz sem ga dala, tudi če je bilo to ob 9 zvečer. Pa so bili ti minusi, da sem pa jaz izpadla mogoče neodgovorna, pa ko sem pozabila na termin. Se to se lahko našteje na roke, ne vem, mogoče eno roko, max 2, kolikrat se mi je to zgodilo v 7-8 letih, ampak hvala, da se zgodi. Takrat sem rekla tipove, kdaj prideš. In si bil 1-1, je bilo all good, pa mogoče si neče kupila kakšno rožico ali pa čokolado za opravičilo, pa je pol, ne vem, to so stranke res cenile, da so nekje dobrodošle, zaželjene in da mi je žal, če ga kje pihnem, ker so pa vedele tudi, če ga bojo one, da jih bom razumela, da bomo že najdli neko skupno pot, to. Tako da ni bilo vedno samo zlato, pa smeh, pa super, pa cukrčki, pa, se to vsak ve, ko pride na neko tako pot, da ni vse samo, prej je bilo vse zlato, kot ono. No, se veš, da me zanima ta del, ker ni bilo zlato. Ja, na začetku, nekaj je bilo sigurno iz vidika dela, ko stvari niso šle prav in ko je slaba obstojnost v takem biznisu, ni slabše stvari od tega. Marsikdaj boš mogoče pojedel kakšno slabo stvar glede odnosa, ko se zatakne pri samem tretmaju, je pa že rizično. Potem so bile na poti pa tudi druge stvari, ljudje, ki so ti hoteli slabo, pošiljane inšpekcije, ženske, ki so namerno želele ti neuspeha, pa ti nisi nikjer želel komu kaj slabega. Ampak to sta me pol oči in mami, hvala Bogu, tukaj za support, ko jaz se nisem znala v takih situacijah. Sploh na začetku, ko si še res piščanček v takem biznisu, ti ne veš, da te taka stvar čaka, če si prišel v ta biznis in si želel sam delati, pa se imeti fajn. Ampak v tebi pa nekdo videl grožno, konkurenco, jaz tega nikoli nisem videla. Jaz s tem nisem imela nikoli problemov, nikoli nisem gledala, kaj bo pa ona zdaj rekla. Ali pa koliko pa ona ceno, to bo imela tudi jaz, ali pa 5 evrov manj. Jaz to nisem nikoli tako gledala. Koliko si bila stara, ko si začela svoj posel? 2017 trepke. Vizažistka sem bila pa pred polnoletno. Preden sem bila polnoletna. Veliko prej. Tako da, ful mlada. Ampak nekajkrat si že v bistvu povedala najnim kolegicam, tako ko imamo kakšna srečanja, da si bila tik pred tem, da končaš, da to delo ni za tebe, da se vdaš. Ja, večkrat. Mama je bila tukaj, ki te je pobrala. Ki je bila...
Enkrat oče, enkrat mami. Aha, ok. Ko je bila slaba, tako je bilo, boste razumeli, zakaj. Ko je bila slaba obstojnost, pa sem bila jaz podrta v sebi, kot razočaranje mogoče do sebe. Sem zvečer jokala na kolenih od mami in me božala in je rekla, mami, Urška, sam še eno šanso. Ne moreš vedeti, kaj če bo tista ta prava. Dej sam še eno šanso. En nov brand najdi v Sloveniji. Dej eno šanso, a boš. In v tem, ko je ona meni govorila, sem jaz zaspala. Mami je dala 15 minut in ko sem se zbudila na kolenih, sem jo pogledala in rekla, mami, bom dala še eno šanso. Zlato, mami. Oči, pa ko se je bolj zaropotal, ko je zaropotal v biznisu iz strani, ko mi je ena hotla res podreti vse, kar sem gradila. Bil je nek dogovor, da moram zreči svoje stranke za polovico, a ne, da bom lahko postala nekaj več v Sloveniji in jaz sem to naredila. Jaz sem vedno človek beseden, kar boš ti rekel, bom vedela, pričakujem, da boš to naredil in ko jaz nekaj rečem, bilo kaj, jaz bom to naredila. In jaz sem to naredila in dan pogodbe jo pokličem, reče mi, to je to, iz moje strani vse urejeno in ona reče, a meni se pa zdaj to ne gre. In jaz sem vedela, da je moj dohodek toliko nizek, da si tudi materijala nam mogla pokriti. Toliko sem jaz imela takrat pocen trepalnice in malo strank, ker jaz sem šla na besedo. V joku, podrta, hitim do oče in jaz, oči, jaz to ne morem. Jaz bom šla tja, jaz bom čisto norela in oči. V redu je. Urška, take stvari se ti bojo še dogajale. Ti se moraš zdaj naučiti, kako delati z ljudmi. Imeti svojo hrbtenico in paziti, preden narediš kakšno drastično spremembo, kako se boš tega lotila za backup plan. To je bilo meni vse jasen. Sem se pobrala, nehala jokati, rekla, prav. In je rekel, le, Urši, kad se ti bo ena vrata zaprla, boš videla, da ne bo dolg, ko si ti bojo odprla druga. Ja. Torej, po tem, kar slišim, se mi je v bistvu pripeljalo v misli en stavek, da umetnik na kakršnem koli področju, ne, si pa mora biti vedno glih mal lačen v navednicah, se pravi, glih mečkem podhranjen v kjerkoli pogledu. To se pa strinjam. Da postane še boljši, da se dvigne in postane kreativen. Tako bom rekla, ne bi rekla, da moraš biti ne bi rekla, da moraš biti podrejen v svetu, oziroma se delati, ne vem, če zdaj najdla prava beseda, ampak manj vrednega v svetu, ampak poleteti med zvezde pa tudi ne smeš. Ne? Ker poznamo zgodbe, vidimo zgodbe, ko boš poletel, to sta mi oče mami tudi vedno govorila, ne? Če boš poletela, to hitro, ko boš sigurno nazaj padla. To hitro se ti bojo porezala krila. Ne? In ko si me pred podcastom vprašala, če sem na konju, si me to vprašala z drugimi besedami zdaj drugič. Ampak v prvo si mi dala pa toliko za misel, da se sigurno enkrat na teden spomnim tega stavka. Ko sem v Londonu osvojila mednarodno nagrado, seveda je bilo meni to wow in šok, ampak za tisto minuto. Mene bo tam naprej, ne moram reči, to vse en, ampak to sem osvojila, super, gremo dalje, od jutra naprej isti dan kot danes. Zaradi tega nisem zdaj nič drugačna, karakterno ali pa kakorkoli. In smo stali pred dvorano, hodimo domov proti undergroundu in mi rečeš, veš, Urši, upam, da bom citirala prav, eno ali drug stavek je bil. Pazi, da z nogami ostaneš vedno mal na tleh. A je bil ta stavek, ali je bil pa rečen kot a boš zdaj poletela. Nekaj v tem smislu. Ampak ful podnežno, tako kot ti znaš, da je bila pohvala, vprašanje, pa še malce opozorila o temu. In jaz te pogledam in rečem, ma zakaj? Zakaj tako misliš? In se reka, jaz ti sam povem. In se ga fulkrat spomnim, ker se mi zdi, da kdo bi pa znal poleteti ob takih nagradah, meni je to, jaz to drugače gledam. Ne vem, mogoče tudi z vidika, ker moj oči je realist, to je njegov.
cukor čokolajfu in ima ogromno pokalov. Ne, tudi da rečem 300, kaj jaz in še vedno vozijo zdaj na zadnje 2 leti nazaj, sicer mi je poškodbo rebr, pa je zdaj rekel, se moramo umiriti. Mogoče zaradi tega oči ni nikoli poletel, nikamor s temi pokali, pa jih ima to, ki jih jaz verjetno nikoli življenju ne bom imela, ne. Ta malo ima tudi, ne. Vsi imamo neke pokale, ne vem, to je... In ti se pišeš bokale. Ja, a veš, ko mi je Ula napisala? Gospodična pokal. Jaz sem se zadavila. Gospodična pokal, ja, tako da. To je tudi ena lušna zgodbica s tem pokalom, bokalom. Ja. A jo poveš? Kjer? A je preveč personal? Čaki. A me spomnila, kjer je to? Ja, si celo vsaki če prinesel domov en bokal. Moj fant, že sem že skoraj pozabila. Moja tašča mi je rekla, enkrat na samem, a veš, Urška, da si je tvoj zlati vedno od majhnega želel imeti doma ful bokalov, ker ni znal reči pokalov, ker on je pa tudi treniral, takrat pa s kroslo je dirkal, in je rekla, vedno si želel imeti ful bokalov, in pol te spoznamo, ti rečeš, da si Urška bokali, reče tašča, no zdaj boš pa imel, kolikor jih boš hotel imeti. Tako da ja. Je osvojil največji bokal v življenju. Ja, on tudi tako prav. Ja. Urška, ti se pojavljaš tudi v vlogi ne samo lastnice salona, lež stilistke, tekmovalke, sodnice, tudi v vlogi mentorce in edukatorja. Ja. In na tej poti srečuješ res veliko žensk, mladih, še mlajših deklet, recimo. In če bi te vprašala, kaj opažaš, recimo, kaj ti vedno hodi ven kot rdeča nit. Kako se one lotevajo tega posla? In pa česa jim po tvoje manjka? Se pravi, in plus in minus me zanima tega pristopa, kako se zdaj na trgu, ki je ponudba res že zelo velika, ne? Ja. Kako se lotevajo tega? Misliš, s kakšnim ciljem pridejo? S kakšnim ciljem pridejo? Tako? Bi rekla, da ko sem začela s tem, je bilo velika želja, tako, 3 bom naštela, zaslužek. Zdaj pa to mineva. In se pravi, ko si začela s tem, ko si ti začela učiti druge, se pravi, ko si postala trener, so v veliki večini prihajale z željo potem, da bo to zaslužek, dober denar. Ja, v veliki meri. Ne vse, ampak velika mera pa. Potem se je pa to začelo precej upadati. Zdaj mi pa v bistvu večino deklet želi delati nekaj, kar jih bo usrečevalo, da bo lahko delale v neki sreči, miru. Verjamem pa, da je 3/3, da si mogoče želijo ful nekih tudi teh tekmovanj. Ogromno krat od tečajnic zdaj, ampak je res v veliki meri to, da jih to res veseli. Ker ko vidiš, kako se nekdo tega loti, se mi zdi, da je to res ljubezen do nečesa takega. Je pa ful zanimivo, da ogromno deklet prihaja iz zdravstva. Ogromno deklet. In ja, bi rekla, da je to v bistvu želja po neki cute biznisu in ogromno mi že na začetnih tečajih reče, da bi želela iz tega tekmovati. Tako da jaz bi rekla, da je na začetku bil zaslužek, zdaj bi pa prej rekla, da nekaj njihovega. Ja. Ne vem, ker tudi recimo, ko pa to, ki usvojijo, ko jih opažam, ker je ogromno njih, tega ne dajo na velik zvon. Saj meni se ne bi zdelo. Kaj sem se jaz zdaj temu vprašala? Ker ugotavljam seveda enako kot ti, ne, se ni čuden, če skabdelava. Ja, itak. Da morda pa imava take izkušnje, ker take osebe pritegneva k sebi. Se pravi, sigurno. Sva sledile svojim sanjam, deva reči, se pravi temu, kamor naju je klicalo, ampak ne iz vidika zaslužka, ampak bolj iz nekega osebnega zadovoljstva. Sigurno. Se pravi tisto, kar te izpopolnjuje in osrečuje. In tudi
mi dve, saj jaz zase nimam tazga občutka, no, ti boš za svojega komentirala, jaz nimam občutka, da se ven mečem, da se kitim, da sem v bistvu zelo introvert v tem pogledu, čeprav mogoče nazven ne zgleda Sej tako. glih, to je tisto, kar sem prej. Nekaj je Instagram, nekaj je dojemanje preko Instagrama, nekaj je pa reality, ker tisti, ko nas vidi v realnosti, ve, da smo čisto iste, mogoče kot na Instagramu, ampak brez pridiha, oziroma brez izgine misel, da smo, da se neki pa ven mečemo, mogoče itd. In tudi, Da smo polne same sebe. ja, ma nismo. No, ne vem, Pa saj, jaz mislim, da raven iz tega vidika tudi pritegneva v bistvu tečajnice, ki sigurno. se tudi potem po svojih dosežkih, ki jih imajo, a ne, Tako. ne vržejo ven. Ne. Ja. In Se ne da je kaj narobe s tem, se konc koncev je to lahko tudi uvira se to je super. v poslu, če se ne znaš, da je reči v navednicah, prodati, a ne? Ker konc koncev osvojena nagrada je potrdilo o nekem strokovnem znanju in je tudi odlična odskočna deska za delati marketing za svoje Sigurno. podjetje. A ne? Sigurno. Ampak sej z nobeno stvar, mislim, z nobenim. Z nobeno odločitvijo ni narobe, a se ti ven mečeš s tem ali ne, sam jaz tega ne bi znala pofurati. A ne? In se mi zdi tudi, pa lahko zdaj rečeva, da jih je bilo zihar v zadnjem letu 20 takih najnih tečajnic, ko so osvojile ogromne nagrade. Nič, zaradi tega ni nobena. So stale z nogami na tleh. Ja, ja. Ja. Tako da, ja. Česa jim pa manjka, recimo? To bo prav, samo ena beseda bo. Vera vase. Vera vase, pa da se bi nehale primerjati. To. Ta samozavest, ampak ne iz egoističnega vidika, ker so brutalne lež stilistke, pa še zmeraj jih nekaj skrbi. Nekaj. Kaj pa to? Pa nisem tako, ne vem, ne vem, pa našteje, ne vem, nekega svojega idola, ne, bilo kdo to je. To in primerjanje, to bi se moglo ukiniti. Nehati primerjati. Jaz vedno pravim, super je, ker sem tudi jaz imela nekoga, po katerem sem se zgledovala, ne pa tekmovala. To sta dva čist različna pogleda in zato jim verjetno mene fural life tako. Ker ko sem bila jaz stilistka, sem si dala za idol nekoga, ki je bil vrhunski lež stilist in sem se zgledovala. In ko sem prišla do te mere, ko sem bila na isti liniji, sem si izbrala edukatorja, valjda pač nekega mentorja, ki uči druge, ko jaz še to nisem bila. In ko sem prišla do tam, sem si izbrala nekoga, ki ima ful pokalov, ker je bilo to meni fascinantno. In potem sem šla proti pokalom. In potem sem si tudi tam, ko sem bila, izbrala spet nekaj. In zato je moj life tako smooth. A ne? In to bi si želela, da punce ne tekmujejo, izbirajo si idola, da postaneš boljši iz vidika, če želiš to. A ne? To. Spravi lastna vrednost. Da bi se spoštovale, cenile, pa da bi bile samozavestne v tem, ko so dobre, da se ne primerjajo, da se ne tlačijo v dno, ker to fulkrat slišim in boli. Kakšen nasvet bi pa dala tistim, ki začenjajo svojo pot na tem področju? Sledi se, bodi unikat. Bodi unikat. Kaj več poveš? Vidim veliko kopiranja na trgu in zgubiš se. Ker čakaš v čem, v kakšnem v bilo čem. O tem, kako je salon opremljen, o tem, kako objavljajo, kaj objavljajo. Ja, ker dejstvo je, da ko stopiš na te poti, mora biti marketing abnormalno dober. In pri marketingu je marsikaj, ne? So story, so posti in valjda tvoje delo. Pri delu težko kopiraš pri trepalnicah koga, zelo težko, ker to so tehnike. Valjda pa je prav, da se greš tistemu učiti, ki bi te lahko tega naučil. Pol so pa tukaj story in posti in ja, recimo tudi opremljanje salona, ampak to je kasneje, ne, recimo. Bolj to, da nimaš nekoga, po katerem se zgleduješ, kaj objavlja in kam njegova pot gre, ker mu ti slediš in se zgubiš na tej poti, ker čakaš na njegov naslednji korak. In ti ga čakaš. Morda je pa on dosegel svoje, morda je njegov uspeh to, tvoje pa nekje druge. A ne? Uspeh je zelo nespecifična
A ne, kaj je uspeh od nekoga? A ne? Se pravi, bodi unikat, lahko prevedeva kot dej ven svojo osebnost, bodi kar si. Bodi kar si. Ker to je tisto, zaradi česar, poleg seveda nekega znanja, ljudje pridejo k tebi. Ja, in začutijo to ljudje. A ne? Začutijo, ko si ti, pa kdaj nisi ti. A ne? In sam to bi si želela, unikatnost. Jaz obožujem unikatnost. Ok, ampak zdaj sva se prav šle na ta osebnostno raven, ne? Bodi unikat, sledi sebi. Kaj pa iz nekega strokovnega vidika? Kot v smislu? Kot v smislu, veš, kje se največ napak zgodi, ne? Že pri sami izbiri recimo mentorja oziroma izobraževanja, kaj bi tukaj lahko rekla nekomu, ki se je, ne vem, napačno odločil in misli, da mora kar ustrajati zdaj v tem in se matra. Kot recimo, da se je napačno odločil morda pri izbiri kakšnih začetkov, no zato. Še vedno imaš možnost se k drugemu iti izobraževati in a jaz se pa kdaj nisem. Osem se. Ampak jaz sem iz tega, rekla sem si, da bom od vsakega tečaja, od vsakega mentorja pobrala najboljše stvari, tiste, ki se mi bojo zdele pa najslabše, sem si pa obljubila, da jaz taka ne bom. In sem pro vsakem mentorju pobrala najboljše, kar mi lahko dal. Pa če nekje nisem bila zadovoljna, sem rekla, v redu, šla pa se še drugam učiti. In tako. Kaj je zate dober mentor? Dober mentor, visoka pričakovanja imamo dobrega mentorja, zdaj. Takrat ga nisem imela, ker nisem mogla vedeti. Dober mentor je nekdo, se pravi iz dveh aspektov. Nekaj, kar je delo, vedno pogledam, kako nekdo dela, ker če se bo šel k njemu učiti, te bo seveda učil po svoji tehniki, predaval ti bo svoje. Res, da je težko prenesti iz svojih rok na druge roke in glavo, ampak verjetno te bo tako učil. Tako da nekaj je kvalitetno delo, nekaj je pa odnos in mentoriranje dalje. To je meni dober mentor. Da se s tabo na tečaju toliko časa trudi, da vidi, da dojameš, ostane tvoj mentor, dokler je to potrebno, pa še dlje, te spodbuja, te mogoče objavi na svoj profil, da nek tist push in predvsem, da ostaneš kot oseba mu na voljo in nek support, daješ mu nek tist balonček, da je dobrodošel, varen, če se bo kje zataknil, da se lahko nate vedno obrne. Jaz to poudarjam ne samo za moje tečajnice, tudi če se pri komu drugmu kje zatakne. Poklič me, če bom znala pomagati, bom z veseljem. Če ne, te bom že napotila tam, kjer bom vedela, da je znanje večje od mojega. Kje so pa bile tiste stvari, ki si rekla, ne bom jih počela? Kot mentorca? Da bom naduta. Naduta. Pa da bi si v primeru, ko vidim, da nekaj ne gre, da mi reka, se bo skontala. Ker ne bo. Ker jaz sem mogla tako. Pa sem se 1 leto trudila, da sem sploh dojela eno stvar, zakaj bi to naredila. V salonskem delu je bilo pa ful teh stvari. Ena je, da ne bom nikoli imela poleg moje mize še eno delovno mizo. Nažalost sem bila pač deležna, ko sem šla na svoje potroševalne trepalnice pol let nazaj, neprijetno izkušnjo in sem si rekla, tega pa ne bom dovolila nikoli. Rajš pregradim z cegline, pa je tista sobica 0,5 metra pa 1,5x3, rajš to, kakor da bi doživela katera punca še to, kar sem jaz doživela, ker je bilo neprijetno, pol na koncu vsem, kar od enkrat ful. To drugo pa, da bi med tretmajem karkoli jedla z rokami in dalje s temi rokami delala. Tega ne bom pozabila v lifeu. Ko sem bila vegetarijanka, bila sem vegetarijanka sicer 10 let, malo moda, malo neka modna muha, malo pa pol res časoma sem dojela, da mi meso pa res ni moj. Sem šla na podaljševanje trepalnic in je stilistka delala mi trepke, vmes jedla mesni burek. Jaz sem bila toliko masna po obrazu, da nisem vedela. Prisežem ti. Še vprašala me, a lahko jim. Pa ne rečem. Ja, pa če nimaš malce. Sem vedela, da je gust, ampak sem rekla, ampak jaz sem zato to z ovitkom, ne.
Če sem rekla, zdaj smo že tam. Na koncu si se rekla, to je neprijetno, a ne. Ste bilo pa bed, ampak jaz sem rekla, da bi z uvitkom jedla, bi von še prenesla, ne, da imam pa zdaj jaz mesni burek na obrazu, pa bolj težko. Recimo, to je ena izmed takih stvari, ki sem se jih naučila. No. A je kakšna stvar na tvoji poti, da jo obžaluješ? Stvar v smislu situacija, dogodek, odločitev. Če bi me vprašal to v tistem danem trenutku, ko se mi je kaj zgodilo, bi rekla, tega nikoli več. Tega nikoli več. Teh stvari je bilo ful. Zdaj pa ne bi res niti ene spremenila. Ker po me življenje ne bi mogel tako pripeljati. Tako da ne bi res. Tudi če je bilo težko, pa grozno, pa vse, ne bi. Ne bi. In to je bila tudi istočnica zdaj za zadnje vprašanje. Že na koncu. Okay. Če bi lahko podoživela še enkrat en trenutek svojega življenja, tazga, kakršen je bil, ne bi šla nazaj ga spreminjati. En trenutek. Kaj bi bilo? To pa ful težko. To bo pa ful težko. A se moramo upreti na biznis ali na privat ali... Kar pride ven iz tebe. Zapreš lahko oči, si daš dih, mi smo tukaj, nikamor ne gremo. No, to je pa najtežje vprašanje. Kar si mi zdaj zastavila. Zato, ker jih je bilo toliko veliko, da bi bilo enega izpostaviti greh do drugih. Bom rekla tako. Če iz biznisa, vedno ko delam, to je zihar parkrat na teden, se spomnim vonja, ko sem začela podaljševati trepalnice. Ne vem zakaj, ta vonj mi je vstal. In vedno, ko ga zavonjam, sem bila, oh my god, to je vonj, ko sem delala v tisti sobi s tem materialom, zelo slabo opremo, ni bilo za, a ne, in se spomnim in se rečem, joj, svaka čast. Tako, čez kaj vse si šla, pa še kar trudila se pa trudila. Evo, to je stvar, to je mogoče stvar, ki bi jo podoživela pa res. Ker je zanimivo, tako, ne vem, zanimivo je vsakeč, ko me en vonj na masko, takrat smo imeli neke specifične maske, me spomne, koliko je bilo meni to lepo, koliko je bilo meni takrat lepo. To je tisto, kar bi rekla, remember why you started. Ja. Cool. Hvala, Urška. Hvala tebi, Nives.